MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem odkrivamo drobce 20. stoletja. Moje ime je Korin, vi pa poslušate 10. epizodo podaje, v kateri predstavljamo zgodbo o prvi industrijski čokoladi na Slovenskem, ki je nastajala pod taktirko menihov trapistov na gradu Reichenburg v Brestanci. O tej grenko-sladki temi se pogovarjamo z nekdanjo kustosinjo Ireno First, avtorico stalne razstave Trapisti v Reichenburgu. Pričneva pa, kot se zagre, pri začetkih slovenske poti meniškega reda. Red menihov trapistov je bil formiran v Franciji 1664. leta. Po ustanovitvi prvega samostana tega reda reformiranih cistercijanov, se je v Franciji formiralo veliko novih samostanov. Med drugim je bil tudi samostan Damp v bližini Lyona. Ta samostan pa ni imel dovoljenja francoske vlade za delovanje, zato so ga 1880. leta razpustili in tako so menihi iskali nov dom, kjer bi našli novo zatočišče. Niso ga našli v Španiji, niso ga našli v Italiji, potem so šli pa na Avstrijsko in tam so izvedeli, da v Reichenburgu baron Christian Esebeck prodaja grad. Prišli so tukaj na grad Reichenburg, se dogovorili z baronom Christianom Esebeckom za nakup tega gradu in tako so kupili sicer z denarjem brata Gabriela Giroja, ki je bil Francoz, sin bogatega tovarnarja svile, imel je premoženje, vstopil je v samostan in on je potem del tega svojega premoženja namenil za nakup tega gradu, ki so ga potem menihi kupili in ga preuredili v samostan. Marca 1881. leta so potekali pogovori o nakupu gradu in aprila so potem grad kupili. No in 21. aprila 1881. so prišli prvi menihi na grad. Trapisti so se ukvarjali z različnimi vejami gospodarstva, od živinoreje, kmetijstva, vinogradništva, sadjarstva, celo tiskarstva. Pridelovali so tudi znameniti sir trapist, likerje in seveda čokolado. V meniških redovih je veljala nekako samooskrba, kar pomeni, da vse, kar potrebujejo za svoje življenje, naredijo sami. Bili so popolnoma odvisni od svojega dela in od svojega zaslužka. Se pravi, če je samostan bil uspešen, če je imel neke proizvode, ki jih je lahko prodajal, potem seveda je to za samostan pomenilo nek napredek, ker so lahko potem ta sredstva vlagali v nakupe razne opreme, za proizvodnjo novih proizvodov in trapisti so že v matičnem samostanu Damp izdelovali čokolado. No, ko so prišli tukaj v Reichenburg, so seveda najprej uredili vse tiste osnovne zadeve, začeli so z poljedelstvom, živinorejo, zelo hitro so začeli izdelovati sir trapist. In od začetka je vse nakupe in vso dejavnost financiral brat Gabriel Giro. Se pravi, on ni bil le ustanovitelj tega samostana in dal denar za nakup, ampak tudi za vse, kar se je delalo in dogajalo v samostanu. Seveda so pa menihi vedeli, da brat Gabriel Giro ne bo večno živel in da morajo, če hočejo prosperirati, začeti z neko proizvodnjo, ki jim bo prinašala dohodek. Tako so se 1895. leta odločili, da bodo zgradili tovarno za proizvodnjo čokolade in tovarno za proizvodnjo likerjev. Vse stroje so pripeljali iz Francije in potem že februarja 1896. leta so v bistvu oni začeli, lahko rečemo, s pravo industrijsko proizvodnjo čokolade. Ta čokolada je bila zelo kvalitetna.
Oni so te svoje produkte prodajali po celi Evropi in tudi cesarski dvor na Dunaju je pri menihih trapistih kupoval čokolado. No in tudi cesar Franc Jožef je podelil menihom naziv imperial, ki je postala blagovna znamka teh trapistovskih proizvodov in pa leva kot zaščitni znak. Se pravi, da je dobila ta naziv, pomeni, da je morala res biti čokolada izredno kvalitetna, da so jo pač dobavljali tudi na cesarskem dvoru in da so imeli tržišče po celi Evropi. Vzporedno so pa delali tudi likerje, 3 vrste likerjev, grande, trapistin in pa kakav liker. In tudi ti njihovi proizvodi so bili zelo kvalitetni. Tudi za te proizvode so dobili iz cesarskega dvora različna priznanja in liker tudi dobavljali na cesarski dvor. Tako da ta 2 proizvoda sta res tista proizvoda, s katerimi so menihi trapisti nekako uspeli na področju, s prodajo na področju, kot sem že rekla, cele Evrope. In to so bili proizvodi, ki so jim prinašali dobiček, ki so ga potem vlagali v dodatno gospodarsko dejavnost. Ali je bila trapistova čokolada že v tablicah, kot jih poznamo danes, ali morda kakšne druge oblike? Ne, tablice pa so delali tudi čokoladne bombone, dražeje. Recimo v razstavi imamo originalen ovitek ene od čokolad, ker imamo različne velike kalupe, potem so delali manjše čokolade, pač ni bila samo ena čokolada in to je to, ampak različne velikosti, tudi različna pač čokolade z lešniki in tako naprej, te čokoladne bombone, dražeje, ki so jih take lepe škatlice pakirali in glede na to, da so to prodajali po celi Evropi, so različni francoski napisi, nemški napisi na škatlicah, pa za določeno področje tudi napisi v njihovem jeziku. Kar se pa tiče embalaže in novitkov, oblikovali so verjetno in tiskali menihi sami. Sami v svoji tiskarni so tiskali in knjige, razglednice, potem te nalepke za likerje, ovitke za čokolade. Saj to so bili res eni najbolj izobraženih ljudi, lahko rečemo. Vedno smo prebrali ali pa slišali, samostani so bili centri učenosti, Oni so pač bili zelo menihi izobraženi in seveda so potem to svoje znanje tudi širili, ampak seveda tudi v svojem življenju in delu ga nekako manifestirali znanje na različne načine. Ali morda vemo, od kod so prihajala kakavova zrna, ki so jih menihi uporabljali za pridelavo čokolade? Ja, oni so kakavova zrna uvažali iz Južne Amerike. To je področje, kjer rastejo najboljša ta kakavova drevesa in so ta zrna izredno kvalitetna. Z ladjami so vozili ta zrna do pristanišča Trst ali pa Reka in potem verjetno z vlakom, ker je že takrat bila železniška proga tukaj do Reichenburga. Ko sem še govorila z nekdanjimi trapisti, so mi pač povedali, da je ta proizvodna, oziroma kvaliteta teh izdelkov izredno odvisna od kvalitete kakavovih zrn in pa seveda od celotnega postopka potem proizvodne čokolade. Vsak posamezen proces proizvodnje je bil natančno določen. Moram povedati, da pravzaprav recepturo za proizvodnjo čokolade je v samostanu poznal samo eden. Najprej sta proizvodnjo vodila 2 francoska meniha, ki sta pač poznala ta potek proizvodnje še v Franciji, so pa takoj
poslali, ko so začeli pač s proizvodnjo, na šolanje v Francijo enega od slovenskih menihov. To je bil brat Ludvik, ki se je v Franciji izšolal in je potem poznal ta proces proizvodnje. Čokoladni mojster so oni pač rekli, ne. In isto je bilo pri likerjih. Ta svoja znanja lahko potem ta mojster deli naprej le na takšen način, in tedaj, če je v samostanu dovolj menihov, kar je seveda tukaj bilo, se pravi, vsaj 5 menihov mora biti v samostanu, da se lahko to znanje deli naprej. V samostanih, če pa recimo ni dovolj menihov, potem pač se znanje ne sme deliti naprej in takšna proizvodnja potem zamre, ne. Brat Ludvik je potem zopet naprej šolal, oziroma on je pravzaprav vse do razpusta samostana bil čokoladni mojster tukaj, ne. Tako da pravzaprav ni bilo drugega čokoladnega mojstra razen njega in on je ta potek proizvodnje čokolade poznal v celoti, ne. Ker te recepti tudi niso nikjer zapisani, ne. Originalna receptura za izdelavo reichenburške čokolade se žal ni ohranila. Prav tako nimamo informacij o tem, kakšnega okusa je bila v primerjavi denimo s čokoladami, ki so danes na voljo na tržišču. Poznala sem recimo od teh menihov, ki so delali v čokoladnici, Janeza Bračuna, brata Karla. No, on mi je recimo povedal tako, koliko so morali biti določeni stroji segreti, celoten potek proizvodnje, čeprav on je potem po razpustu samostana, ta brat Karl, delal tudi v čokoladnici v Sotelskem, ampak on ni poznal toliko poteka proizvodnje čokolade, da so ga najprej poslali v Kraš, v Zagreb, da se je naučil postopkov proizvodnje čokolade, ne. Se pravi, kljub temu, da je delal v čokoladnici, kot pravim, ne, drugi menihi tudi, ki so delali v čokoladnici, teh receptur niso poznali, ne. Moram povedati tudi to, ne, da menihi niso pravzaprav smeli čokolade uživati, ne. Dobili so jo samo ob velikih cerkvenih praznikih ali pa če so prišli k njim na obisk sorodniki. Se pravi, v majhnih količinah, redko kdaj, mogoče je tudi kdo bil, da je pravzaprav ni užival takrat, ne, kajti red trapistov je znan po tem, da v vseh nivojih življenja se odpovedujejo, ne. Skrajno asketski meniški red, ne. Vsemu posvetnemu, vsemu razvadam, vsemu temu so se oni odpovedovali in navsezadnje, ne, čokolada, rečemo, to je neka sladka razvada, ne. In je vprašanje, koliko so jo sploh uživali, no, da bi pa povedali glede tega res, kakšen je bil okus, ali je bila to neka temna čokolada. Edino, kar lahko povem, je to, da so oni izdelovali čokolado 100% iz kakavovega masla, ne, da je bila to res izredno kvalitetna čokolada, da ni bilo drugih primesi noter, ne. Tako da to je odlikovalo res to njihovo čokolado, ne. Kakšna pa je bila cena trapistove čokolade? Kdo si jo lahko privoščil? Čokolada je bila zelo, zelo draga. Recimo tam v 18. stoletju so v Nemčiji čokolado prodajali v lekarnah, ne. Se pravi, to je bila od začetka pač proizvod dosegljiv redkim, se pravi, samo ljudem iz bogatih dvornih krogov, bogate meščanske družine recimo, da so potem lahko tudi kupovale, ne. Tako, seveda, čim se je proizvodnja povečala, je jasno, da potem tudi cena nekako pada, ampak prav v teh začetkih, ne, je bil pa krog ljudi, ki je lahko si privoščil čokolado, zelo ozek, ne.
Ker recimo od začetka so naredili po 6 ton čokolade, potem so jo pa že naredili tam 38., 39. leta 60 ton, ne, se pravi ogromna razlika v količini proizvedene čokolade, ne. No, je pa tako, da recimo te stroje, ki so jih oni pripeljali iz Francije, so bili prvotno na bencinski pogon. Bencin je bil takrat zelo drag, ne, in seveda so oni hitro izračunali, da če bodo uporabljali bencin za proizvodnjo čokolade, bo čokolada še toliko dražja, ne. Zato so si oni že 1896. leta potem na potoku Brestanica naredili svojo hidroelektrarno in jim je potem elektrika pač poganjala stroje, ne. S tem so tudi znižali ceno proizvoda, ne. Spomnimo še, da je tovarna čokolade poleg menihov zaposlovala še 20 do 30 ljudi. Večinoma so to bili mladi vajenci, krajani. Ta samostan menihov bil velik samostan. Recimo 1936. leta je bilo 100 menihov v samostanu. To je izredno veliko, ne. Ampak ta sklop vsega tega njihovega gospodarskega življenja oziroma dela je bil izredno širok, ne. In oni sami niso mogli vsega dela upraviti. In zato so najeli delovno silo, nekatere so celo redno zaposlili, nekateri so bili pa najemni, sezonski delavci, odvisno pač od dela, ki so ga upravljali. Tako da tudi v čokoladnici je redno pravzaprav so delali tudi ti najemni delavci, ne. Sicer v procesu proizvodne, ki mogoče ni bil toliko zahteven, ne, ampak saj so se tudi priučili, tako da so pač oni bili dodatna delovna sila, ne, ker menihi sami niso mogli toliko ljudi, kot jih je delo v čokoladnici zaposliti svojih, ne, menihov. Aprila leta 1941 so trapistovske tovarne in posesti zaplenile nemške okupacijske sile. Na gradu pa so izpostavili taborišče za izgon Slovencev. Izgnali so tudi 35 menihov. Mojstri in delavci pa so morali še naprej izdelovati čokolado in likerje, dokler niso uporabili vseh surovin, ki so bile tedaj na voljo. Po vojni je bil leta 1947 red trapistov ukinjen. Grad, posestva in tovarne so pa nacionalizirali. Samostan je bil februarja 1947 razformiran. Potem je na posestvo, se pravi na pristavi, to je ta del, ki so ga menihi zgradili, ne, od hlebov, tovarne čokolade, likerjev, se je formirala Reichenburška okrajna tovarna. In oni so delali naprej tudi čokolado, imeli živino, likerje, pač na tem posestvu, ne. In tukaj je ostalo zaposlenih kar nekaj tudi nekoč menihov, ki so delali v določenih dejavnostih, ne. Ampak, ker so pa potem začetku 48. leta začeli potekati pogovori, da se bo grad preuredil v zapor za politične zapornice, ne, so se morala sprazniti ta poslopja pristave, kjer je ta proizvodnja čokolade potekala, in so potem to proizvodnjo s stroji vred odpeljali v Sotelsko, to je pa kraj med Brestanico in Krškim, kjer so potem delali to povojno čokolado, najprej še Reichenburško čokolado, potem, ko se je Reichenburg 1952. Preimenoval v Brestanico, brestaniško čokolado, no, 1957 pa je to postala tovarna Imperial Videm Krško in so pač delali to Imperial čokolado. Ampak, kot sem že rekla, ne po recepturah menihov trapistov, delali so na njihovih strojih.
Samo ne po trapistovski recepturi, ne. No, so pa seveda potem nekateri teh strojev seveda tudi, bi človek rekel, odslužili in so že potem v tovarni Imperial Videm Krško nekatere dele strojev pač zamenjali, nabavili nove. Skratka, ko pa so prenehali s proizvodnjo čokolade, so pa ti stroji pravzaprav bili odpeljani na odpad, ne. In ni potem ostal niti eden od teh strojev, na katerih so menihi pač izdelovali čokolado. Pravzaprav lahko rečemo, da vse to, kar so trapisti delali, prinesli k nam, vse te novosti nekako so z njihovim propadom pravzaprav na nek način tudi zamrle, ne. Se ni to njihovo niti stroji, niti vedenje več na ta način razvijalo naprej, ne. Čeprav so pa pustili, lahko rečemo, zelo velik seveda pečat na tem našem prostoru, ker so le na vseh področjih življenja in dela prinesli izreden napredek, ne. In smo tako prispeli do konca te epizode MNZS podcasta. Naj vas še spomnim, da je stalna razstava Trapisti v Reichenburgu na ogled v prečudovitem srednjeveškem gradu Brestanca v občini Krško. Hvala vsem poslušalcem, da ste bili z nami in seveda hvala tudi Ireni First, ki nas je popeljala skozi to zanimivo zgodovinsko poglavje slovenskega prostora.